Lep pozdrav, spoštovane gledalke in cenjeni gledalci, ljubitelice in ljubitelji slovenskega klubskega nogometa, dobrodošli v našo družbo. Dolgo je trajalo, a danes bo lestvica prve lige Telekom Slovenije znova popolna. Na sporedu je še zadnja tekma, ki je bila v uvodnih tednih druge polovice sezone predstavljena zaradi vremenskih razmer, ki so seveda onemogočale igranje nogometa. Najbolj vzhodno prizorišče tokratne prvoligaške zgodbe, Športni park v Kidričevem, je danes kraj igranja preloženega dvoboja 20. kroga med nogometnima kluboma Aluminij in Krško. Zdaj znova Da Silva. Mujan proti sredini, tam je Škrbič, lepa dvojna podaja, na to pa strel Mujana prek gola. No, do Mandiča je prišla žoga, štart Jurčeviča, brez 11 metrovke, še naprej napad Krčanov, ki pa je zapravljen strelom Da Silve prek gola. Še vedno Tonči Mujan, otresel se je Lukasa Marija Horvata, na to pa Mandič, priložnost za podajo pred gol, tam je Škrbič in gol! Gol za Krško, 57. minuta, Miljan Škrbič je strelec. Vodstvo gostov, poglejte, kje je žogo ustavil Matija Kovačič. Mensa v kazenskem prostoru, zdaj bi se tekma seveda morala razživeti in se tudi je. Nunič je prišel do strela, z obrambo pa se je izkazal Marko Zalokar. Mensa je v kazenskem prostoru padel in 11 metrovka! 11 metrovka! Rumeni karton, moštvo gostov, igralec številko 5. Torej Mensa ali Zalokar. Mensa uspešno in 1-1 je v Kidričevem. Ob koncu 89. minute je Aluminij prišel do izenačenja in tekme v Kidričevem je konec, kar pomeni, da je tudi 20. krog zdaj zaključen in končuje se z remijem med Aluminijem in Krškim. Končni izid 1-1. Ja, točka, glede na to, da je to zaostala tekma, nam pomeni v primerjavi z ostalimi eno točko več razlike. Drugače pa sama tekma je bila malenkost danes specifična. Oboji mislim, da smo v 90 minutah igre bili sposobni po 5-krat udariti na nasprotnikova vrata in to kaže, da smo oboji imeli težave za igro na današnji tekmi. Ne, nisem zadovoljen danes. Nisem zadovoljen, ker enostavno smo naredili v tej zaključni podaji preveč napak. Mislim, da bi danes mogli po prvem polčasu voditi z 2-3 goli razlike in enostavno ne morem biti danes zadovoljen s točko po vsem, kar so fanti danes prikazali na igrišču. Ampak pač tak je nogomet. Čakam, kdaj se nam bo vse to skupaj vrnilo, ker mislim, da fantom nimam kaj očitati. Puščajo iz tekme v tekmo srce in glede tega in nimam kaj očitati. Žal pa danes malo preveč teh tehničnih napak v končnici in zaradi tega danes ne odhajajo 3 točke v Krško, ki bi po mojem mnenju bile povsem zaslužene.